Rašo, zdravo. Ali drži, da te je pokojni Vojko Hercel odkril, ko ste v šoli pri pouku se šli gniva jajca? To ni tako, no, to je, ne vem, si izmislil, ali pa je kdo tako povedal, v bistvu je bilo bolj tako, da je bil Slovan je takrat hodil po šolah in je bil Štepansko naselje, Fužine, Moste, tam do centra, polje v bistvu tudi čez Ran je bilo in je zbiral otroke in ne vem, jaz sem se prijavil, bilo nas je po moje prvič zihar na 40, če ne več, pa jih je pa pač s treningi, rekel ne, 2-krat na teden, se pravi ne 3-4 tedne, jih je odpadalo v bistvu toliko, da nas je ostalo ne 15. In med temi 15 sem bil jaz. Zbiral pa je Vojko Hercel, pokojni. Se strinjaš, če rečeva, da si imel izjemno košarkarsko kariero? Katere, če bi mogel 5 stvari izpostaviti, kaj bi izpostavil? Sigurno prva stvar, da sem spoznal izjemne ljudi, da sem videl v bistvu svet, ki ga ne bi videl brez športa, brez košarke. Sigurno tudi te uspehi pa dosežki, kar sem jih imel. Pa še druge stvari, ki pridejo s tem, no, v bistvu, da je po moje šport v bistvu nekaj najlepšega, kar se ti lahko zgodi, v bistvu delaš kot neka služba, v bistvu pa uživaš v tem. No. Zdaj omenil si že, da si spoznal izjemne ljudi, eden je prav gotovo Greg Popovič, ne, izmed teh zelo tak karizmatičen trener, oseba. Kaj bi lahko povedal o njemu pa v sodelovanju z njim? Dosti zato, ker je tak, je v bistvu tudi tako uspešen, v bistvu je zelo zahteven, zelo strikten red pa disciplina, pa tudi vojaška, no, vojaško akademijo je tudi končal, je v bistvu tista vojaška disciplina, točno se ve, kaj kdo dela, sistem postavljen in pol na osnovi tega zbere igralce, imel je tudi malo sreče, da imel res vrhunsko generacijo, prvič z Duncanom, pa so pa še 2 Hall of Famera, sigurno so draftali zelo pozno v prvi rundi, Parker je pa čisto na koncu druge runde Ginobilija, kar je neverjetno, da sta taka 2 igralca sploh šla toliko pozno na draftu. Zbral je ekipo, ki je funkcionirala na igrišču, izven igrišča, tudi karakterno so se ujemali in ne vem, pa sami uspehi pa itak govorijo za njega in za vse ekipe, ki jih je imel. Bil si soigralec z 2 članoma Hiše slavnih, Tim Duncan, Kevin Garnett, kakšna sta to igralci, osebe? Vse igralci kot igralci jih pozna večina, ki se je gledalo v bistvu. Sta pa različne osebe, Garnett je bil tak impulsiven, agresiven, skozi govori, skozi spodbuja, ne vem, tudi kritizira, je tak bolj, bi rekel, glasen lider. Duncan je pa čisto neki tihi vodja, tihi lider, ki na igrišču dela, pa zelo redko govori, ampak takrat, ko pove, je pa res, mislim, ga vsi poslušajo, tako da predvsem je razlika v tej glasnosti, no, da je en bolj glasen pa glasno vodi, drugi pa bolj potihan pa neopazno, bi rekel. Ti si pa z obema super sodeloval? Ja, z enim je bolj, z enim manj odvisno, no, kakor se vzame. No, dejansko so to tudi eni od oseb, ki sem na začetku rekel, da sem imel srečo, da sem jih spoznal. Predčasno smo zasledili podatek, da nisi izgubil tekme proti Michael Jordan. Ja, dobro, to je v bistvu neka, to so, v bistvu v Ameriki imajo vse vrste statistik pa podatkov in to je podatkov, ki je bil Jordan star že nekako 39 let, 40, pa še takrat je bil res fenomenalen, tako da ne vem, kakšen bi bil ta skor, če bi igral proti njemu v tistih letih, ko je bil res dominanten s Chicago Bulls. Kaj pa sicer, s kom se bo tako v tvoji karieri najtežje pririvati? Ne, verjetno s temi težkimi centri, ne vem, Shaquille, Yao Ming, Mourning, pa taki. Morda veš, pred koliko časa si odigral svojo zadnjo tekmo v Ligi NBA? V Ligi NBA? Ja. V Ligi NBA je bilo to 2010, po moje tam sredi aprila enkrat. 14-15 april. Letos mineva? 10 let, ja. Toronto proti? To pa ne vem, kaj je bila zadnja tekma. Kje je bila? Da si tudi mene presenetil. Toronto, eni iz vzhoda so bili ziharni. Kako pa izgledal ta tvoj prihod v Ligo NBA? Je bil pravzaprav zelo nenavaden, ne? Bil si izbran kot 17. pik na draftu, dokončal si sezono s Kinderjem v Italiji, pa maja 1999 podpisal z Minnesoto in pravzaprav v garderobi, če se ne motim, spoznal iz letališča direkt svoje igralce. Takrat je bil štrajk, tisti igralci so, ali pa Liga je imela štrajk 98-99 sezone, so začeli šele februarja 99 sezono, tako da nisem niti toliko zamudil, v bistvu sem zamudil 2 meseca pa pol.
skrajšana liga je bila. Letel sem pa direkt v Minnesoto po neke papirje, pa sem šel pa na pot v Houston. Houston pa Phoenix, pa je bil pa playoff proti San Antoniju. In prišel si v garderobo? Ja, tam sem jih Sploh igralci so bili v garderobo? Prvič sem jih videl, pa takoj sem že igral prvo tekmo, nekaj konc prve, začetek druge. V bistvu nisem niti dojemal, kaj se dogaja. Čist. Se pravi, v enem letu se ti je odvil pol in... Ja, v bistvu v 2 dneh. Ja, v 2 dneh. Se pravi, zdaj mimo leta tega 2-5 pa osvojenega naslova prvakov lige NBA ne moreva spomini na to sezono. Si bil tam se. Dobro, ne, res nekaj nepozabenega, no, v bistvu. Škoda, ker jih ni bilo več, kakšni to tega ne doživijo, tako da sem lahko srečen, da sem bil del te zgodbe, pa del te ekipe. Pa daš daj prstan na roko, tako ne, malo povjer. Znani NBA novinar in pisatelj Skip Bayless je leta 2005 v svoji daji dejal, da si secret weapon San Antonija. Si to kdaj, da si to zasledil mogoče? Ne, nisem niti bral tam, takrat niti ni bilo teh socialnih omrežij toliko razvitih, sploh nisem niti bil pozoren na to. Ker v tem letu se pa to uresničilo, ste postali prvaki. Ja. Tako da je človek že vedel, ne? Ja, dobro, vsak ima nekaj svojega, eni te imajo radi, eni te nimajo radi, tako da ne vem, ga mogu povabiti na kavo, kaj ga vidim. Se mogoče spomniš, koliko trojk si zadel v NBA? Ne, meni 2-3. Ja, 2. Eno v rednem delu, pa eno v play-offu. Ja, dobro, takrat je bilo drugačna igra. Zdaj te visoki vsi šutirajo, takrat je bilo to bolj razdeljen. Visoki not pa mehni ven, v bistvu ni bilo teh visokih, ki bi šutirali trojke. A te je kakšen poseben vzdevk spremljal v NBA? Mislim, da ne, ne vem pojma. Mislim, da ne. V Minnesoti, ko so bili Timberwolves, si ti svojo postavo pa svojim takim nežnim, mladim obrazom bil Timber Papi. To nisi slišal od navijačev. Ja. V Torontu so te pa je klicali kot Nesti, ne? Da je bilo nekaj osvežilenega za Toronto, da je končno prišel en pravi center po dolgem času v ekipo in da je to za ekipo tako osvežilno kot prija ledeni čaj. Nisi slišal? S tem, ki si to zbrskal. Ja, nekaj smo, malo smo googlali. To si ti najdel, ne? Malo smo googlali, pa smo te malo najdel. A pa da Mirko, ne? Ja. Evo, zdaj si malo v NBA govorila, kaj pa malo tvoja evropska pot, tudi je bila zelo bogata. Dobro, meni super, ne. Kinder 2 leta, Olimpija predtem, pa Olimpijakos 1 leto. Fenomenalno, no, v bistvu. Tudi tam sem spoznal prijatelje, ki jih imam še do danes, sem z njimi v stiku, pa se družim in tudi nekaj smo usvojili, tako da ni bilo za ston vržen stran čas. Posebej ta Kinder je bil kar slovenski, ne, pa smo odiš. Ja, v bistvu takrat se je začelo, je Mesina, pa imajo rad te slovenske košarkarje. No. Evo, če se dotaknemo zdaj reprezentance, bil si kapetan reprezentance, medalje znov, nažalost nisi dočakal kot igralec, si jo kot generalni sekretar. Kako gledaš na reprezentanco v tvojih igralskih časih? Da, mi smo imeli res, po imenih smo imeli res vrhunsko reprezentanco, sam nikoli se nam ni išlo, ne vem. Čeprav to zdaj šele vidiš, koliko je tukaj pomembnih faktorjev, pa koliko je dejavnikov izven košarke, ki so pomembni za to. Tako da, je bilo, kar je bilo, mislim, da sem tako, kot vsi bil zraven zmer srcem, pa zmer sem se imel dober, v bistvu, ko mi ni bilo sploh na potom, je bilo veselje. In če bi še kdarkoli se to ponovil, bi še zmer isto naredil, pa upam, da bi naslednjič kaj zmagal. Kaj pa zdaj kot generalni sekretar zveze, tako strani, pa ta 2017? Se to ti vidiš, koliko je to ful veliko stvari je pomembnih, pa malenkosti odločajo. No. In ko si igralec, imaš samo eno v glavi, v bistvu igro, ne, pa igrišče, ko si pa izven tega, ko pa organiziraš vse to, imaš pa milijon stvari, no, tako da je dosti lažje biti igralec. Lažje, ne? Pa lepše. Evo, no, zdaj pa za konec, če pobrskaš malo po spominu v svoji karieri in se spomniš najbolj nenavadne minute odmora, no, ta rubrika poletna naša se imenuje Minuta odmora, nekaj najbolj nenavadnega, kar se ti v karieri ali trenerjev na svet ali karkoli se je zgodilo med minuto odmora. Se spomniš česa? Ja, ne, minuto odmora mi je najbolj ostalo v spominu, ko smo igrali s Kinderjem finale proti Team Systemu, ko je zadnjo minuto odmora je Danilović, ki je bil takrat naš superstar, ne vem, če je dal 6 pik ali koliko je, da moram videti, in je bil tako nervozen, da nič mu ni šlo
je odgriznil na flašo, je bil čist krvav tukaj. In potem je prišel ven in je dal tisto trojko, ne vem, če se spomniš, čez Wilkinsa, plus koš za podaljške, v podaljšku je dal pa itak on 12 ali 14 pik od 14 ali 16, v bistvu. Nekaj sem dal en koš na začetku, če sem jaz dal na njegovo asistenco, pojedel pa on ostalih 14 ali koliko, 12-14 pik. To mi je nekaj ostalo tako, da se je v enem timeoutu v tisti minuti čisto spremenila, da je šel 6 pik, je šel na, ne vem, da je končal tekmo s 24 ali 26 pik, veš. V bistvu, koliko je bilo, 40 sekund do konca tekme, pa še tisti podaljšek, ki je bilo 4 minute, ko smo igrali pol na zadnjo minuto, itak nismo mogli igrati, ker so že navijači tako premikali koš, pa je bilo že več navijačev na igrišču, kot na tribunah. Tako da po moje ta timeout mi je ostal tak, veš, v spominu, da kako se hitro spremenijo stvari. Hvala lepa. Prosim.